Večer uživa, vsebine in dogodki, ki navdihujejo. Dobrodošli v novi epizodi podcasta Večer uživa. O tem, kako v življenju krmariti skozi različne vloge, ki si jih zadamo sami, ali nam jih nekako sugerira družba oziroma različna pričakovanja okolice. In o tem, kako pri igranju oziroma krmarjenju vseh teh različnih vlog ne pozabiti nase. O tem se bomo torej pogovarjali tokrat z nekdanjo Slovenko leta, pa prejemnico Jabolka navdiha. Moja sogovornica je tudi mama, žena, zagovornica otrok s posebnimi potrebami, ustanoviteljica Zavoda 13, vsestransko navdihujoča Petra Grajner. Dobrodošla. Hvala za povabilo, tukaj sem. Evo, lepa si, žariš, tako kot vedno. Da mi povej, hvala enako, barvno. Veš, si moramo komplimente malo izmenjati, ne? Da. Petra, čem je skrivnost tega, da si vedno tak svetla, optimistična, navdihujoča, polna energije? Imaš kak skrivni recept? Sploh ga nimam. Gotovo sem se pač preprosto rodila z vsem tem. Mogoče bi mogla reči hvala mama. Ja. Ali pa genij, kakorkoli. Včasih samo ob tem nekem optimizmu, ki ga nosim v sebi, pozabljam, kako je ljudem, ki pa imajo težave, ki se jih polasti depresija in podobno. Na njih se velikokrat spomnim, če imam jaz kak siv dan, na katerega raje počivam, ali pa ne želim preveč ali odgovarjati na maile in kakorkoli drugače, da me nekdo, bom rekla, nadleguje. Takrat se spomnim na te ljudi, ker pozabljam v svojem nekem vrvežu in tisti energiji, ki pa očitno res pri meni malo presega robove. Ampak saj prav je, da presega robove, ker ravno s tem, ko ti greš skozi te meje, marsikaj sporočaš, marsikomu svojim zgledom, bom rekla, olajšaš marsikateri izziv ali pa težavo ali pa siv dan, ne? Ampak mi je pa zelo dobro, jaz sem v uvodu, te bom kar za eno fino iztočnico si mi dala, v uvodu sem rekla, da se bomo pogovarjali o tem, kako poskrbeti zase, kako biti dobro, kako ne pozabljati nase. Rekla si, da imaš kak siv dan, ko bi kar odležala, se ne javljala. Povej mi, Petra, se to je tudi potrebno, s tem ni nič narobe, ne? Gotovo. Jaz sem zelo hvaležna za deževne dni, ker se mi zdi, da takrat mi še vreme dopušča, da ne rabim, na primer, če res ni nujno, niti zapustiti stanovanja. Zanimivo mi je, ko vedno si rečemo, joj, kako lepo je, ko je lep dan, si smo boljše volje, ampak zanimivo je pa to, kako mi paše siv deževn dan, nekako, da mi pomaga s tem, da ne rabim početi nič. Na prejšnjo vprašanje pa sem samo pomislila, vmes ko si govorila na to, da pa je mogoče zanimivo, ker moj mož meni reče, ti si vedno narediš tako, da je tebi lepo. Mogoče pa je to čisto krivo, zakaj je vedno toliko energije, ker si pač rada, če le mogoče naredim. In tudi takrat, ko ne morem nič spremeniti, da mi je vseeno lepo. Ja. No, vse to je to. To je ja, zelo, mislim, to je močna modrost, da si narediš vedno tak, da ti je dobro, ampak vse ti praviš, imaš neke predispozicije za to, ne? Ti si se že rodila, verjetno imaš neko genski zapis, da si znaš narediti, da ti je dobro. Glede na to, da tvoja zgodba, ne bova se preveč zadrževali v njej, ampak vseeno si končno mama, ki je umrl otrok, in da znaš presegati to in kljub tej bolečini, ki je pač si je večina staršev ne zna predstavljati, ostajaš zvesta sebi, no, bom rekla, ne pozabljaš nase. Ne nazadnje tudi, ko je še bila Sofija z vami, ti si za njo skrbela 24 ur na dan, ti, koliko smo mi lahko videli, ki smo te spremljali, ti nase nisi pozabljala. Jaz sem vedno imela občutek, da znaš sproti lepo ohranjati oziroma skrbeti za to svojo notranjo kondicijo. Pa se motim?
če ne bi skrbela in bila na nek način rahlo egoistična, kot včasih rečemo, jaz mislim, da ne bi preživela teh 10 let na tak način ali pa iz teh 10 let zrasla, kot sem. Na vse zadnje, ne vem, če bi mogoče kot družina preživeli, torej, če bi z možem ostala skupaj, kaj bi bilo z drugima 2 otrokoma, ampak jaz nisem spraševala, ali pa da bi načrtno si napisala točke, kaj bom počela in kaj ne, ampak če greva toliko let nazaj, torej, ko se je Sofija rodila, neki naravni mehanizmi, torej porodnišnici, rdečo šminko, da sem sama sebi rekla v tisti preveliki pižami, želim ohraniti dostojanstvo, vemo pa, če se malo urediš, če nekaj za sebe narediš, da se psihološko rahlo dvigneš. Tako. No, in to je tvoja krasna drža. Sploh to tvoja rdeča šminka? Danes nimam, ne vem, če si opazila, da danes nimam rdeče šminke. Prej sem gledala, ker imaš krasen tale, kako se reče, polover barve ciklame. Nova rdeča, si ti rekla to, ne? Ja. Čez zimo jo obožujem. Ja, dodatno svetlobo je proti v tež neki sivini, ne? Pa dajva zdaj se kar ostati na tem, vprašala sem te, vedno si urejena, drugačna si, drzna si. Vprašala sem te, glede oblačenja, če imaš kakšno stilistko, čeprav sem sumila, da je nimaš, ker vem, slutim, da imaš ti izjemen okus, oziroma tak okus, ki meni je všeč. Kaj tebi pomeni, oziroma vem, da ti veliko pomeni, oziroma na kak način bom rekla, te to izživljanje ali pa uživanje v tem, da znaš nositi posebne kose. Na kak način te to polni? Zakaj je to pomembno, da ženske počnemo? Jaz nekako dojemam to terapevtsko tudi in se mi zdi, prvič pojdi iz tone udobja, drugič boš že uživala, tretjič bo to že nekako tvoj način življenja in zato jaz tudi čez zimo, ko smo vsi bolj v nekih sivo-črnih, pač bolj umirjenih barvah, strmim k temu, da jaz si pa potem tega ne oblečem. Torej, da tudi ali sploh čez zimo ohranjam neke barve, ki mi ustrezajo, boljše se zaradi tega počutim. Ampak, ker včasih reče, ja, kot sebe poznamo, da se tako drugače oblačiš, ampak to je v bistvu nekako sporočilo za vsako žensko. Krasno se mi zdi, bom rekla, delo stilistk. Super se mi zdi, ko slišim, da ženske recimo si pokličejo te stilistke na dom, skupaj pregledajo omaro, vržejo proč tisto, kar ni pomembno, kose, ki jih ženska že ima, zložijo skupaj, da naslednjič ženska ni pred svojo omaro v zadregi, kaj bo oblekla, in predvsem na koncu, da ugotovi, katere barve ji ustrezajo, ki jo poživijo, ker recimo nekatere vemo, kaj nas poživi, mogoče kdo ne, ampak se mi zdi krasno, da kot neki prvi korak, če si še nekako bi, ne bi, želim si, ne vem kako, ne upam, da bi mogoče preprosto našla eno tako pomoč. Pravi, da je to zelo dobrodošlo, ne? Vse za to, da se počutimo bolje, ne? Petra, tudi poznamo te kot trenutno, oziroma koliko let, že 15 let ti vodiš, ali že več kot 15 let vadbo? Vem, ko smo se nazadnje pogovarjali. Veš kaj, približno 17 let, moram razmišljati, da sem začela nekako 1 leto preden sem moža spoznala, tako jaz to računam, nekoliko časa že. In tako je v mojem življenju veliko stvari. Mene so takrat recimo 5 žensk v letih zaprosile, da bi imele telovadbo, preprosto na eni izmed osnovnih šol, da bi bila baza pilates, to sem se jaz odločila na podlagi tega, kaj so mi one povedale. Želele so, da ni poskakovanja, kar je logično, da delamo tudi s trakom, ki ga uporabljala v zdravstvenem domu z mnogimi
pacienti. Jaz sem dodala potem še uteži terapevtsko žogo, ampak to je bila pred 17 leti osnova. In v bistvu, kar je meni všeč, da to ostaja, torej skrb, tisto, kar vsaka ženska potrebuje. Bodi si, da je stara 25 let ali 66, ne? Se mi zdi, kaj ženska skozi vsa ta leta, kje mora delati, torej kvaliteta, da ojačamo medenico, da zaščitimo križ, cela hrbtenica. Z vratom imamo težave, torej vedno več. Drža ni problem samo odraščajočih mladostnikov, ampak tudi naš problem. Zakaj bi z leti skrivale bolj roke, če jih lahko lepo izoblikujemo, pa ne rabimo v fitness. In to je bil ta začetek. Ja. In ti imaš, v bistvu se ti zdaj preko pa spleta pridružujejo ženske z cele Slovenije. In ko so se pogovarjali... Slovenke iz tujine, veš. A tudi že? To mi je luštno, zato da me tako spremljajo in pol jaz rečem, no, kakšno vreme je pa na Dunaju, kaj delate v Švici, tista iz Amerike dela pač z zamikom. In je to en tak naravni način, da v bistvu nismo vezani strogo. Mogoče je zanimivo, da pač 1 leto nazaj smo pričele, če se spomniš tistega jesenskega lockdowna in potem nisem se jaz sama odločila spet, se okrog mene odločajo drugi in jaz samo sedim in so moje telovadke rekle, Petra, ne boj se nekega Zooma, to ni nič takega, ne bomo odprti čez 10 dni, ne bi pa rade migale dalje. In tako smo potem začele in v tistih začetnih tednih se pa je Sofija tudi poslovila, ves čas smo delale. Jaz sem super, ker so one rekle, Petra, ni tebi treba, ti lahko, mislim, odžaluj, kar je vse normalno, ampak v bistvu sem jaz nekako videla, da res je meni ustrezalo, da sem 1 uro odmislila, da ni bilo samo žalovanje, misel na Sofijo in vse ostalo, kar spada zraven. Tako da smo potem, če smo delale vsa leta enkrat na teden, smo potem dodali, oziroma sem jaz predlagala, ker so si pa ves čas to želele, torej dodajmo še en termin, od ponedeljek zvečer, četrtek zvečer, ker lahko jaz posnamem, tako kot ti sedaj, dobijo čisto vse udeleženke vadbo za nazaj, v oblaku imajo zadnji 2 vadbi ves čas in kar jih spodbujam in hecam, da plačajo, bom rekla, članarino, ne, to vadbo, torej en na gospodinjstvo in vsi ostali lahko migajo zraven. To se mi zdi kot spodbuda za vse ostale. V mojem gospodinjstvu to ne drži, ker mož še nikoli ni po telovadju, sem mu tudi rekla, da ne rabi v živo, da mu lahko pošljem link, ampak do tega še ni prišlo. Moram lahko pošlješ link. A pa da bi mu pokazala v živo, to pa... To pa tudi ne more. Protekcija, ja. Petra, dajva še malo pri tej vadbi ostati, oziroma združujete se ženske različnih, bom rekla, telesnih predispozicij, sposobnosti, potreb. In ravno to je bistvo, ne, da je prilagojeno nekako vsaki zmožnosti vsake. In Petra, zakaj je tako zelo pomembno, da kako bom rekla, na poti vzpostavljanja nekega dobrega počutja ne pozabljamo na svoje fizično telo oziroma na rekreacijo. No, kaj ti ugotavljaš pri svojem delu z ženskami, pa tudi sama osebno? Zakaj je to pomembno? Telo potrebujemo, ne? To je že osnova. Zdaj pa, če potrebujem telo za vsakdanje življenje, potem naj bo telo v dobri kondiciji, da mi na nek način služi. Zanimivo je, da zmeraj rečem, vsaka začne po svojih zmožnostih in dodaja vaje, komot, tudi tiste, nekatere se pokažejo in delajo tako, da jih lahko jaz potem vmes popravim, mnoge ne, pa nič narobe, ampak vse navajajo, da v prvih mesecih so tiste ključne neke preobrazbene spremembe, da tudi drugi vidijo, kako se je telo izoblikovalo.
Všeč mi je, ko rečejo, rajše si oblečem poleti potem kopalke, ko grem na morje. Zanimivo mi je bilo, ko je ena izmed udeleženk rekla, da se je njeno oprsje dvignilo in povečalo, pa sem jaz se najprej smejala tej izjavi, potem pa sem razmišljala, seveda. Ko delamo določene vaje za mišice, to so pektoralne mišice, torej nad oprsjem, ker mišice niso tukaj, kot mi mislimo, ampak više. Torej, če ojačamo te mišice, tako kot pri blagu, dobimo naramnice, jih potegnemo gor, potem še imamo ramena, mišice okrog lopatic, še te potegnejo ramena in je sama drža tista, ob kateri rečem, moje oprsje se je dvignilo, bolj vidno je, večje in podobno. In se mi je zdelo zanimivo ravno to, da preprosto je treba vsem udeležencem, da ne govorim samo, tudi mogoče bolj na področju fizioterapije v zdravstvenih domovih in bolnišnicah, pacientom in ljudem nekako raztolmačiti, kaj bo ta vadba njim doprinesla. Da jim damo nekakšne motivatorske točke, zakaj je dobro, da nekaj počnejo. Ali pa recimo takrat, ko sem jaz imela še v zdravstvenem domu skupino mladostnikov zaradi drže, pa če se jaz spomnim nazaj, jaz sem jim tiste boge vaje pokazala, staršem gnjavila, da to morajo redno delati, namesto da bi jih jaz vse skupaj motivirala, mlade punce, da bo to vse skupaj lepše izgledalo, da so bolj samozavestne na nek način, povabila starše, da skupaj naredijo, jim rekla, naredite na dan skupaj 3 vaje, ne 10 ali 15, ker jih ne boste delali. Skratka, nekaj stvari, tudi glede mojega poklica, poznavam preko teh mojih telovadb. Tako kot one rečejo, kako se dobro počutim po tej vadbi, pa seveda se mi ne da in meni tudi ne. In jaz si med vadbo rečem, joj, kako učiteljico imate, ki skozi samo nekaj jamra. Ampak jaz jim tudi priznam, da včasih meni tudi ni, ampak seveda naredimo do konca, da se pa tudi sama dobro počutim in sama od sebe 2-krat na teden priznam, da ne bi vadila. Tako kot sem jaz njihova motivacija, so one tudi moja. In to oboje stransko nekako, da vemo, da drugo spodbuja, je veliko vredno. S tem predvsem, kako sem jaz recimo vsak september nekako orisala svojo vadbo, ko sem recimo dala na Facebook ali pa kaj, ne, da sem spomnila pač ostale, da imam to vadbo. Torej, to je za ženske, ki nimajo kondicije, ki nimajo izoblikovanega telesa, ki nimajo športne opreme, katero bi se hvalile, ker je realnost taka, da ženske si ne upajo v fitness centre zaradi vsega naštetega. Tu so pa lahko one same in se v bistvu tudi velikokrat hecamo, katera se tam zdaj ne pokaže, kaj, ker pa napišejo, če sem pa v ugatah navadnih, ali pa jaz imam kar, ne vem, še pižamo gor, ali pa ne vem, da si izmišljujem malo, ne, o pižami. Ampak in to je pomembno, da lahko ti narediš doma brez velikega vložka v opremo. In tudi recimo lani sem pa, ko smo bili maja v Brdih, smo imeli vadbo, jaz sem jim napisala, da bo to počitniška vadba s trakom in sem jo potem, mislim, da smo več kot pol leta sem jo pustila v oblaku, da so jo potem izvajale nekatere recimo na morju ali kjerkoli so bile na dopustu, ker potrebuješ samo trak, vaje smo delale stoje oziroma sede. Pomeni, da lahko to naredim v vsaki hotelski sobi, v šotoru oziroma izven njega, kjerkoli si, ni izgovora, da tega ne bi naredil. Bravo. Res več aspektov tega združite, ne? Pri vadbi. Moramo Petra povedati, da ti si po izobrazbi fizioterapevtka, zato poznaš vse te, si strokovnjakinja, no? Dajva se še, prej si omenila Sašota, svojega moža. Se pravi, kako v partnerskem odnosu, oziroma kako vama to uspeva ali pa tebi, izgraditi tudi nek zdrav odnos s sabo, oziroma ohraniti sebe, se počutiti dobro. Kako vama to uspeva, oziroma kako tebi to uspeva?
Vzeti si čas samo zase, ampak jaz mislim, da je to velik izziv za sleherno žensko, ker se moramo trgati na vse strani, oziroma nekako vloge zahtevajo. Je tu na eni strani služba, je partner, so otroci, potem so še prijatelji, da ne grem še naprej in drobim. Dejstvo je eno, kar se je meni zdelo zaradi teh izzivov polnih 10 letih pomembno, tudi vzeti si čas zase, ne glede na to, kaj to pomeni. Zdaj mogoče, če bi živeli v hiši, pa bi jaz imela vrt, bi mogoče pač tam posvečala svoj čas. Jaz sem rada s prijatelji, s prijateljicami, je to moj nek oddih, poleg te vadbe in vsega ostalega. Ampak zdi se mi pa zelo pomembno, tako veliko pri prehrani uporabljamo izraz piramida, tisto, česar moramo več jesti in na koncu zgoraj tisto, česar v čim manjših količinah. Se meni zdelo pomembno, torej, kdo je tam spodaj v družini. Torej, to smo mi dva. Šele naslednja stopnička so otroci. Pol sem recimo jaz z vsemi svojimi, bom rekla, konički in s tem, kar počnem. Skratka, ampak vedno znova sem se morala vračati v to bazo. Torej mi dva, in saj jaz veliko sem se in hecala in velikokrat pomenila, rada v tem smislu, jaz se čudim, da se mi dva v tem času nisva ločila, da sva nekako pregurala, da ni bilo rožnato. Jaz sem predvsem to rada govorila na glas, veš iz katerega razloga. Ker so omrežja polna lepih ljubezensko-romantičnih zgodb in se potem ženskam zdi, da samo one imajo težave v odnosu. Zato sem jaz na glas, da niso same, da niso edine, da pri nama tudi to, da ne vem, v katerem intervjuju sem rekla, enkrat letno se ločujeva, pa se še vedno nisva, ampak nekako, da si priznaš, da imaš težave, je pa pomembno, želim si biti skupaj. In meni se je takrat zdelo pomembno, recimo midva sta tudi šla na družinsko terapijo, in pa potem kasneje, recimo, če sem jaz imela kakšne obveznosti v Ljubljani, sem jaz rekla, veš kaj, če je le mogoče, dajva v Ljubljani prespati, ena noč brez otrok, odtehta, to sem jaz potem rekla, ena noč, toliko, ko plačaš za hotelsko sobo, plačaš tudi za psihoterapeuta, tako da se mi zdi to boljše. Da v bistvu plačaš hotelsko sobo in da imaš mir. Je pa res, da imava mi dva rada recimo dobro hrano, dobro vino, da imava veliko nekih teh skupnih točk, v katerih rada uživava. To pa se mi zdi ključno. Ne vem, če sem ti odgovorila, se mi zdi, da povem vse okrog, ampak rada sem iskrena, ne zato, da bi zdaj jaz kot Big Brother ljudem razkazovala svoje življenje, ampak samo iz preprostega razloga želim, da tudi ženske, ki so v stiski, ki imajo težave, ne bodo mislile, da imajo težave samo one. Ne, imam tudi jaz. To si je lepo mi zdaj dala tudi istočnico, sem te želela vprašati, praviš rada si iskrena, znana si potem, da si iskrena, pa ne samo iskrena, da si zelo glasna pri tem, neposredna, včasih zna biti boleče, mar si komu postaviš ogledalo, pa vendarle pravijo, da je to, da sproti stvari daješ ven, oziroma da poveš, kar misliš, kar čutiš, da je zdravo, da je terapevtsko, da je zdravilno in morda tudi eden od načinov, kako spostavljati zdrav odnos s sabo. Bi se strinjala, ti to pomaga? Tebi osebno? Nisem čisto zdaj razumela, kaj je vprašanje. A veš to, da si iskren, da pač... Ja. Da vse daš ven, da si nekako neposreden. V bistvu jaz otrokom tudi iskrenost v vsakem primeru, ampak mogoče bi na tej točki omenila to, kar jaz otrokom probim. Če kaj narediš narobe, če se kaj zalomi, če se je treba opravičiti, pridi, povej iskreno in se opraviči. Tudi jaz delam napake, tudi jaz kdaj kaj prehitro rečem in podobno. In se mi zdi, da nam manjka v medosebnih odnosih na vseh ravneh to
opravičilo in priznanje. Naredil sem napako, ni bilo tako mišljeno in se preprosto za to opravičim. Tako, mislim, se mi zdi, da tudi, če rečemo, da so otroci na nek način naši učitelji, se mi zdi, da predvsem jaz skozi svoje otroke veliko spoznam o sebi. In tudi to, da sem jaz iskreno govorila o Sofiji, je meni pomagalo. Torej, jaz razumem zadrege mnogih družin, da recimo sprva ne želijo spregovoriti, recimo niti ne širši družini, ne prijateljem, da je z otrokom kaj narobe, ali pa, ne vem, tako se mi zdi, da je veliko nekih tabu tem, da se je kdo razšel, tak, ne, da se mi zdi, kadar je odmik od tiste neke idealne podobe družine, da ljudje ne radi potem to povedo, ampak potem si v eni veliki stiski in žre tudi tebe in se mi zdi bolje nekako, saj jaz sem potem to nekako ugotovila, bolje povedati tako, kot je, ker na vse zadnje, ne, zvečer ležem v postelju sama in tudi na smrtni postelji bom popolnoma sama, brez teh ljudi, ki bi me lahko kritizirali ali kakorkoli se ne strinjali z mano in v bistvu niso relevantni, če pogledava širšo sliko življenja. Ampak to je že potem modrost, ki pride z leti, z izkušnjami, nekateri se s tem vedenjem že rodijo, ne? Ja, ampak v bistvu se mi zdi pomembno to, da nekako, ko enkrat poveš, da potrebuješ pomoč, če se pogovarjava o tem, recimo rabim psihoterapeuta, psihologa, kamor sem jaz leta hodila, je to že prvi in najpomembnejši korak. Nekako, ne, še vedno tudi to morava povedati, da če hodiš, če obiskuješ psihologa ali karkoli sorodnega, to potem nekako velja, joj, kaj je pa narobe s tabo. V bistvu je to ena boljših naložb vase in se mi zdi pomembno pač nekako ozavestiti to, da se je boljše prepustiti strokovni pomoči, kot pa na nek način se petati na mestu in ostati tam, ko si in stagnirati. Tako, ali pa celo propadati, ne? Ja. Kar je slabše, mislim, kar je sploh ni dobro. Petra, omenjaš Sinjo in Leva, najstnica, zdaj tudi to je en velik izziv za žensko, ne, oziroma za mamo, mislim, itak za oba starša. Iz svojih izkušenj razlagati? No, ja, tudi iz svojih, ja. Jaz sem le samo timala, Ja, tudi, ampak vem, ja, Sinja, kaj Sinja, zdaj hodiš v prvi letnik? Ne, 9. razred. 9. razred. Daj mi povej, kakšni izzivi so, kako... Tudi to vem, da si zelo iskrena pa neposredna, da tudi svoje razmišljanja deliš na socialnih omrežjih in tudi na ta način nekako razbijaš tabuje, ki se pletajo okoli tega najstništva, ne? Daj mi povej, kako krmariš, no? Kaj te vodi? Jo, ko se je v bistvu to začelo, ne, pri njej, bom rekla, ko mi je, veš, kaj sem enkrat rekla, puberteta je ukradla mojega otroka. Vse se ukradejo, ja, ukradejo. Ko je puberteta ukradla mojega otroka, sem se spraševala, kaj je hujše imeti tako zelo prizadetega otroka, kot je Sofija, ali odraščajočega najstnika. Oboje je izziv, je pa mogoče se dobro spomniti sebe. Ja, aha, tako. Bistveno lažje to, spomniti se sebe. Po drugi strani pa jaz se pa moram opominjati, biti vztrajen, to velja tudi za Leva, s katerim moram delati za šolo in tega nisem navajena, ker Kristini to ni bilo potrebno. In šele po letu, ko sem odvrgla uniformo negovalke, opažam, da je to mi je manj pisano na kožo, torej se mi zdi, da ne znam tako dobro z najstniki, trudim se, ampak nimam občutka, da sem zelo uspešna, ne znam biti v neko pravo pomoč, torej otroku,
Kimo pisanje ne gre, pa z branjem je imel težave, pa zdaj poštevanka, ker se derem, ker sem nervozna, ker je vse drugo, ne, zraven. Meni se je zdelo, in to malo tako načenja samo podobo, to pa opažam, zato ker pri Sofiji se mi je zdelo, sem se jaz dobro počutila, ker sem jaz vedela, da sem dobro delo opravila. In pri delu sem bila s srcem in to je bila moja služba in sem rada to počela. Ne glede na to, da sem bila tudi utrujena, to sploh dvoma, ne. Tu se pa pač počutim nesuvereno, ampak preprosto sem si rekla, da zdaj me pa potrebujete na drugačen način. Druga dva otroka, dala bom vse od sebe, želim le to, da bosta vedela, da se lahko zamesteta name, oziroma, tako sem že malo prej omenila, karkoli se zgodi, pridi in povej. Skupaj bomo rešili vse težave. To sem zelo cenila bom rekla, pri svojih starših. Ta občutek, da nič ni tako groznega, da ne bi mogli skupaj rešiti, popraviti. In se mi zdi to nekako pomembna popotnica skozi njuno življenje ali en občutek. Gotovo in pri prvi in dobro pri levo, če to ni izraženo, ne, imaš občutek, da te starši ne razumejo in da so proti tebi in ne vem kaj vse, ampak jaz mislim, da bo to ponotranila, ne, to, da ima varno zavetje doma. Je pa največ, kar lahko starš otroku da, ne, s čimer ga lahko opremi. S tem vedenjem. Ja. Krasno, Petra, hvala. Zdaj za konec pa še zaključno vprašanje. Slogan naših podcastov je vsebine, ki navdihujejo. Si navdihujoča sogovornica. Petra, daj mi povej, kaj tebe v življenju navdihuje, kaj ti razpira krila. Saj zdaj si že nanizala ene stvari, ampak če dava pod črto. V bistvu prej, ko je še živela Sofija, sem jaz velikokrat rekla, da je nekako ona moj vzor ali pa nekako navdih. Bom ponovila, ker se mi zdi to zelo pomembno, ta njen način, kako je ona živela. To njeno vztrajnost, ta njen fokus, ne glede na to, kaj so ljudje okrog nje govorili, je ona rada živela in relativno je dolgo živela. To občudujem in vedno znova se spomnim na to v smislu, ko mogoče meni ne gre najbolje, da bi takole razmišljala, se spomnim na njo, ne? Ampak tako pa očitno bova končali tam, ko smo začeli. Nimam nekega recepta in tudi nič takega ne uporabljam. Se mi zdi, da so ene drobne stvari tiste, ker včasih se mi zdi, da ko stara mamika govorim, ne, ampak če je res, ne vem, drobne stvari, ki me navdihujejo, zaradi katerih sem vesela in radostna, ne vem, deci dobrega vina s prijateljico, večerja z možem. Na vse zadnje stvari, da lahko preprosto delam tisto, kar rada, ne, torej in pišem in telovadim, ne, nič takega ne počnem, kar ni dosegljivo, česar ne bi mogla, in če vse skupaj potegnem, ja, zaradi vseh teh nekih dejavnikov sem, lahko rečem, mirno srečna, no. Ja, kako si to lepo zaključila. Ne bi mogla lepše. Res. Nisem si pripravila. Res, Petra. Če bi se, bi bilo drugače. Evo, to je spontanost in to je to. Draga Petra, hvala lepa za lep pogovor. Enako. Vse dobro ti želim in upam, da se v živo kmalu srečamo. Bova rekla, je ravno drugo leto. Ja, zdaj pa že res. Tako, zdaj pa že res. Hvala ti, srečno. Ja, srečno. Ja. Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
Torej, razvoj nam omogoča potem, recimo, da vedno boljše reflektiramo. Torej, reflektiranje moramo ločiti od razmišljanja, ne? Ker ljudje smo lahko zelo dobri v razmišljanju, ne? Torej, znamo zelo dobro popraviti neko napravo ali kaj takega, ne? Kar je potrebno dosti razmišljanja. Nismo pa sposobni reflektirati, ne? Torej, recimo, gramo ves dan, ne? Pa se nam vprašamo, čakaj, zakaj pa jaz to gram, ne? Torej, da reflektiramo svoje misli, svoj način funkcioniranja, svoje prepričanja, ideje in tako naprej, ne? Skratka, dobro, zdaj teh stvari, kot sem rekel, je menih 18-20 po različnih kategorijah se opisuje to, koliko smo sposobni, ne? Mogoče bom še to poudaril, no? Torej, da naša perspektiva se viša, ne? Torej, in da prehajamo iz te neke majhne skrbi samo zase in predstavljanja lastnega razmišljanja k vedno bolj objektivnemu in celostnemu razmišljanju. To sem povedal že prej, ne? In poglejte, mogoče še to, da bodo ljudje malce lažje razumeli. Recimo en Afganistan, tam so talibani, ne? Kaj je težava talibanov? To, da so na tako zgodnji stopnji razvoja, da si ne morejo predstavljati oziroma ne morejo nekako razumeti, da drugi ljudje drugače razmišljajo. In plus tega je njihova predstava, da drugi ljudje ne smejo drugače razmišljati kot oni, ker imajo oni prav. Z razvojem smo sposobni vedno več tolerance do vedno več ljudi, razmišljanja in v bistvu se temu vedno bolj čudimo. Njih to ne čudi, ampak pleši drugačnost. Se pravi, vse druge, celo ženske je treba čim bolj obvladovati, mislim... Kako? Kako se rekla? Strahovati, držati, ne, na nekem... Ja, realnost je treba čim bolj kontrolirati, na čim bolj nasilen način, ne, da ljudje ne bodo počeli stvari po svoje in drugače, kot si jaz predstavljam, da bi mogli. To je velika težava ljudi na zelo zgodnih stopnjah razvoja, ne. In pomislite, malo višje stopnje, ne, tako daleč stran so, če poslušate debate, ne, ko jih imamo mi po gostilnah in to, ne, eden drugemu hočemo dopovedati, jaz imam prav, ne, ker to nismo prav dosti daleč od teh talibanov na nek način. Že mi detci gremo v štarijo, ne, pa pijemo pivo in eden čez drugega, ne, jaz imam prav, pa tako je, pa in torej, to je nek konflikt, skoraj malce nasilne debate imamo, ne. Nismo sposobni ugotoviti, aha, ti tako razmišljaš, ampak zakaj pa tako? Čekaj, kako bi povezala zdaj tvoje razmišljanje z mojim, ki bi najdela skupna točka? Niti nimamo teh kapacitet, teh sposobnosti, niti komunikacijskih in tako dalje, da bi to lahko speljali, ne? Večer uživa, vsebine in dogodki, ki navdihujejo.